socialne demokracije, vodja poslanske, v prvih izjavah. Imamo vključene in imaš? Torej, kako vi vidite novo socialno demokracijo? Najprej jaz moram reči, da sem danes res navdušen in bi se zahvalil pripravljavcu tega kongresa, ker je narejen na, bom rekel, takšni evropski, pa vendarle tovariški zgodbi. Mislim, da smo dobro zastavili program, da se zavedamo problema, ki se tam meni dogaja v svetu, se pravi ta ekologija, zeleni poudarek je pomemben. Zavedamo se, da bomo mogli tudi na sociali bistveno več v tej državi narediti in to se mi zdi ključne poudarke. Tako da, kar se tiče pa dnevne politike, bi pa tako rekel, ko sem poslušal predsednika stranke, se mi zdi, da je rekel ključno besedo to, da mora koalicija, ta koalicija delati bolj povezano, se mora več pogovarjati in reševati probleme ljudi. Kako se bo torej znašla SDS v tem političnem prostoru, potem, ko dejansko ni več v sporazumu Levica s koalicijo? Mi smo, verjamete mi, že ko je bila Levica zraven, brez problema delovali. Naši pogledi so podobni seveda kot Levici, so pa različni predvsem v izvedbi in v realnosti. In jaz mislim, da bomo pri tem nadaljevali in nobene bojazne ni, da ta koalicija ne bi bila še naprej socialno usmerjena. Kako najbolj leti kritika, ko je gospod Židan govoril o tem, da odnosi v koaliciji niso najbolj primerni, da so zaostreni, na koga konkretno, na premijeja, na koga? Ne, jaz ne bi delal razkola v tej smeri, jaz bi samo to rekel, da vsi mi se moramo zavedati, da je neizmerno težko vladati v takšnih razmerah, ko nimaš dovolj glasov za to, da spravi, bom rekel, z navadno večino zakon skozi proceduro in pa v državo prihajajo drugačne razmere, denarja več ne bo toliko, gospodarska rast se vidi, da upada in zdaj bo potrebno res strniti vrste, se pogovarjati in sprejemati odločitve, ki ne bojo temelje socialne demokracije zamajale. No, ampak Levica bo zdaj svobodna v opoziciji, ne? In Levica bo zdaj svobodna v opoziciji, kaj če zahteva recimo interpelacijo oziroma vloži interpelacijo zoper ministrico za delo, vi ste tudi nasprotovali dodatku delovni aktivnosti, kako boste ravnali? To je samo eden od, bom rekel, ne strinjen, ampak za interpelacijo je potrebno še kaj več, da interpeliraš ministra. Lejte, zavedamo se, da če se potem vsi skupaj organizirajo, dobijo 46 glasov in lahko vsak minister pade zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Kaj pa niste za predčasne volitve, glede na to, da pravite, da je zelo težko in da se bo še bolj težko pogovarjati? Vse tega, pardon, Hkrati pa pač javnomnenjske raziskave kažejo, da nekatere stranke ne bi prestopile parlamentarnega praga, torej bi se politični prostor razčistil. Mi enostavno nimamo, bom rekel, problema, če bo prišlo do predčasnih volitev, vendar nismo mi ta stranka, ki bi imela možnost, da sploh pride do predčasnih volitev. Ta moment nobena stranka ne more kar tako pripeljati do predčasnih volitev, lahko samo reče, naprimer predsednik vlade, da se več ne gre, da spusti koalicijo in potem se sestavlja znotraj parlamenta nova koalicija ali pa se ugotovi oziroma s proceduro, da pridemo do predčasnih volitev. Ampak zaradi tega kongresa, zaradi tele energije, zaradi teh ljudi nas stranke nič strah tudi predčasnih volitev. Kaj še v programu še me zanima, mi smo v Velenju, kjer je vendarle premogovniška regija, zdaj je tudi uradno priznana kot premogovniška regija, vi pa se pomikate, si dovolila iz rdeče v zeleno, ne? Kako se to predstavljate, kdaj bo premogovnik nehal delati? Velenjčani so danes pokazali, kje so oni rdeči in kaj so oni za to barvo in za socialno demokracijo nasploh naredili. Dejstvo je, da se bo TEŠ v 20-30 letih seveda se bo zaprl, fosilna goriva so nevarna, ampak zato mora država sprejeti absolutno tako zakonodajo, da bo lahko tako regijo, kot je Šaleška regija, prestrukturirala. Mi smo že imeli v zgodovini v Sloveniji priložnost to videti, Zasavska regija se isto prestrukturirala, mogoče ne tako uspešno, ker vidimo, da Zasavska regija danes ne cveti in ne smemo narediti napake v regiji. Ni malo drago iti na zeleno pot, če ne razčistite TEŠ 6. Kdaj boste razčistili to zgodbo sami? Zdaj, če mislite, kar se tiče nepravilnosti, mi smo že razčistili. Kjer je kriv za to, da je prišlo do takih porastov cen in tako naprej, bo seveda odgovarjal, od tega mi absolutno ne bežimo.
Kar se tiče pa Teša 6, je pa seveda odločitve bile sprejete dolgo let nazaj, ko je bilo v tej regiji, bom rekel, tudi okolje bistveno slabše, kot je danes z novim Tešom. Tako da mi s tem nimamo problema in ne vem, če je to pogojevanje zeleno pa ta regija. Rekonstrukcija vlade v primeru, da ne bi bilo izrednih volitev, že gospod Židan je omenjal, lahko da pridejo drugi. Kakšne mislite, da so moči, da se oblikuje nekatera druga vlada, bolj desna vlada, torej brez da bi imeli izredne volitve? Jaz verjamem, da se bomo v naslednjem tednu ali pa da se bojo predsedniki strank dobili, da bojo vendarle videli zdaj novo situacijo. Dejstvo je, da nimamo več Levice pod nobeno pogodbo, da imamo 43 glasov, da nimamo popolnjenih ministrskih mest, vemo, da čakamo na koheziji in to je seveda naloga tudi predsednika vlade, da skliče, da povede, tudi on pove svojo vizijo in potem bomo lahko mi odgovarjali. Bo lahko SD z odhodom Levice bolj socialdemokratska ali bo težje socialdemokratska? Mi bomo takšni, kot smo, zagovarjali socialdemokratske vrednote. Moram pa iskreno povedati, mi ne znamo na tak, ne bom rekel populistično, na tak način nekatere zadeve predstaviti, kot jih predstavlja Levica. Se to, ne? Kakšna pa vaša pozicija ravno zaradi tega? Ona je zdaj v tem svobodna, praktično ni več vezana, vi pa ste v koaliciji, ali vas to zdaj na nek način omejuje ravno ta preskok? Se strinjam, to svobodo, ki je imela Levica, je imela od prvega dneva, ko smo podpisali to koalicijo, drugačno kot pa imajo koalicijski partnerji, ki tvorijo neko manjšinsko vlado. Tako da nič se v bistvu ni veliko spremenilo. Razen to, kar je gospa rekla, da niso vlagali interpelacije. Morda še širše glede iskanja podpore, čem vidite potenciale vaših preboj? No, mi absolutno vidimo to, da ima stranka tradicijo, je sigurno prednost pred drugimi. To, da se lahko na našo stranko zanesejo tudi takrat, ko je najtežje. To, da imamo neizmerno razvejano mrežo, da se ljudje v našo stranko vključujejo in da se lahko v bistvu res na nas zanesejo. Mi imamo poleg Velenjske občine še drugih 19 občin in vse posod so kar neke zgodbe o uspehu in na to smo lahko ponosni. Na aktualno vlado, na oblikovanje te vlade, takšna kot je vpliva, zdaj imamo na mesto Cerarja Počivalška, januarja sledi kongres Desusa, vprašanje, kaj se bo tam zgodilo. Ali menite, da so to lahko ključni dejavniki, ki bi lahko vplivali tudi na vlado? Kakšna bo ostala takšna, kot je levo-sredinska ali drugačna? Glejte, jaz seveda absolutno na druge stranke mi nimamo vpliva, ne vemo njihove vizije, njihovega pogleda. Za nas lahko rečemo, da v primeru, če bo prišlo do spremembe v parlamentu, absolutno ne bomo šli v desno-sredinsko koalicijo, bomo ostali v opoziciji. Če bo prišlo do tega, da gremo pa na volitve, pa smo mi, verjamte mi, pripravljeni. Mogoče še dosti konfliktov je bilo v koaliciji zaradi tega, bi rekel, upravljanja državnega premoženja oziroma vpliva politike na to, kaj pravite, kakšna bo tu bodoča stališče SDH. Glejte, mi imamo SDH je tisti, ki v bistvu nadzoruje podjetja, SDH mora za to odgovarjati in jaz mislim, da se politika v imenovanja ne sme vtikati. Hvala.